Anže Logar, je on zgolj ena Janezova bogomolka ali je on nekdo, ki lahko resnično reši Slovenijo in slovensko politiko? Hmm. No, to bomo ugotovili danes oziroma v prihajajočem tednu, ko se bolj natančno povežem za njegovo energijo. Če si tukaj nova, pozdravljena, moje ime je Teja Lumina in sem sodobna čarovnica in vodnica skozi nevidni svet. Spoznam se na energijska področja in čutim energije drugih ljudi oziroma dogodkov, tukaj pa delim svoje občutke in svoje mnenja glede aktualnih vplivnežev. Zdaj, pač itak te vabim, da si prebereš spodaj vse zadeve, da ne bo kakšnih nesporazumov, ampak naj povem najprej, kakšno je moje osnovno mnenje o Anžetu Logarju, zato da veste, odkot sploh izhajam. Zdaj, Anže Logar, jaz sem ga prvič zasledila par mesecev nazaj, mislim, da je bilo to na TikToku, ko je objavil svoj video in takrat sem ga spremljala, ker sem že bila v tem procesu Gole Slovenije. Zdelo se mi je simpatično, oziroma zelo všečno to, da se politik v bistvu postavi v tako pozicijo nekega pač na socialnih omrežjih, da postane kot nek influencer in da v bistvu komunicira s publiko, da snema neke kreativne vsebine. To mi je všeč in jaz mislim, da bi to mogli večinoma vsi politiki tako delati, ker bi se dosti bolj približali z nami. Recimo mladi politiki to že počnejo in je zelo, zelo uspešno. No, in zaradi tega se mi je Anže prikupil, ampak v splošnem on meni ni bil všeč, ne. Kot prvo, mi ni všeč ime njegove stranke, Demokrati, pač a si ni mogel izmisliti kaj bolj kreativnega. In nekako mi tudi ni bil všeč tako karizmatično, me ni oziroma njegova karizma mi ni bila neki blizu, ampak se mi je zdel okej človek, ne. No, in v bistvu sem se hotela z njim že prej energijsko povezati, zato ker so začeli govoriti, da je on v bistvu z Janezom Janšo se dogovoril, zato da bi pač ona dva lahko sestavljala skupaj vlado, bla, 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 ne vem kaj. In ful me je to zanimalo, ampak jaz se z Anžetom nisem mogla povezati energijsko, ker point je, energijsko se lahko povežem z nekom takrat, ko se ustvari neka čustvena povezava. Torej, kadar ali tako, da sem v direktnem kontaktu, ali tako, da pač se nekdo odloči pa investira v proces, torej investira v proces dela z mano in mi s tem odpre pot, ali pa se mora zgoditi neka čustvena iskrica, ne, ali me mora ta oseba ful razjeziti, ali me mora razočarati, ali me mora navdušiti, izjemno navdušiti, ali mora se zbuditi neko sočutje. Se pravi, mora biti neka čustvena vez, ne, in tega pri Anžetu Logarju ni bilo, on je bil dosti tak miren, pa tako, in nisem mogla najti te povezave. No, dokler se ni zgodila zdaj ta afera Hamburger, ko je Anže prišel malo bolj v ospredje in je bil malo bolj izpostavljen na tak bolj blaten način. In jaz sem tule začutila na njegovi strani predvsem iskrenost. Začutila sem iskrenost, začutila sem odprtost do tega, da se zadeva reši, da se pride stvari do dna in na strani recimo konkretno te situacije, na strani Nike sem videla, da v bistvu je zelo nefer. O tem sem malček več govorila v tedenskem reportu, ki sem ga objavila v petek. Ampak, oziroma upam, da ga bom objavila danes, danes je petek pravzaprav, ne. No, kakorkoli, tle je se zgodila ta čustvena vez in sem rekla, okej, zdaj pa je ta pravi čas, da raziščemo Anžeta Logarja, kdo je on in kaj je on. Zdaj, moje mnenje je nevtralno o njem, ne vem, mislim zdaj, mislim nevtralno, v bistvu bom tako rekla, ne, moram reči, da mi je kar simpatičen. Zakaj? Zato, ker dejansko stoji trenutno za svojimi besedami kulturnega dialoga, pripravljen je na soočenja, pripravljen se je pogajati, ampak ostaja, pač jaz ne spremljam soočenj in vsega tega, tako da ne vem, zdaj čisto res, pač vidim to, kar se dogaja tako, kar je aktualno, ampak vse, kar sem videla iz njegove strani, se mi zdi zelo
pač, da dejansko fura to svojo vrednoto kulturnega dialoga in v bistvu iskanja nekih kompromisov. In evo, v bistvu, odkar govorim o njemu, imam tako roke na mizi v tem sproščenem, ta drža rok ponavadi pomeni glih to, ne, da ti je v interesu poiskati kompromis, neko rešitev in tako naprej. Tako da definitivno to čutim v Anžetu Logarju in se mi zdi tudi dobra izbira za nekoga, ki bi lahko ustvaril svojo vlado. Mislim, da bi bil on dober predsednik vlade. Zdaj pa tako, dosti ljudi pravi, da je preveč šibek, ne? Da je preveč miren, preveč nežen, premalo konflikten in zaradi tega bi potem bil v bistvu preveč podrejen vsem tem višjim zadevam, pa NATO pakt, pa ne vem še kaj. NATO pakt, ne, če se samo tega lahko dotaknem, jaz mislim, da je napaka, če gremo mi ven iz NATO pakta, halo, pa mi smo premajhni, pa kaj bomo mi sami brez NATO, da kaj če nas kdo napade, kako se bomo borili s čim, z vodnimi puškami. Jaz mislim, da je to prava pot, da ostanemo v NATO zaenkrat še. Nismo še dovolj zreli, da bi se lahko sami ščitili ali pa sami borili. Ja, ljudje so proti vojnam in vsem tem, sam come on. Ne živimo v pravljici, ok? Ne živimo v fucking pravljici. Glej, lahko se jutri Trump spomne, da bo kupil Slovenijo, pač ne vem, glej, za svojega sina, kaj pa veš. Mislim, saj to vem, da ni možno, da to ni tako enostavno, ampak glej, nikoli ne veš, kaj se bo kdo kaj spomnil, kdaj se bo kdo kje napadel, znajdu. Moramo imeti obrambo in pač naša obramba v Sloveniji je, kot vem, zelo slaba oziroma nikakršna. In brez zaščite, kaj bomo, mislim. Tako da, ja, kar se tega tiče, če smo v NATO paktu, kolikor vem, se moramo prilagajati nekim stvarem, so v bistvu nad nami ljudje, ko se jim moramo ugajati njihovim zahtevam in tle recimo ljudje se bojijo, da bi bil Anže Logar preveč podredljiv. Kar ja, se bi strinjala, zato ker je bolj taka nežna duša, ampak meni je všeč glih to, ker pač je spet nek drugačen politik od tega, kar smo navajeni. Torej, on ni nekdo, ki bo zdaj pljuval po drugih, iskal neke konflikte, ampak pač pove, on ima tako zelo miren dialog, pa zelo hoče, dajmo se usesti, dajmo rešiti, dajmo najti kompromis. Se zna tudi postaviti v moč in povedati malo bolj ostro, malo bolj direktno. Tako da ja, jaz mislim, da bi bil kar dober v temu, čeprav mogoče, ajde, jaz mislim, da mogoče mu res malo manjka te bolj neke odločnosti, ampak ne vem, ne. Pač mogoče, ne vem, bomo videli, ko se zdaj povežem z njegovo energijo. Kaj bi še povedala o njem? Pa nič, mislim, zaenkrat me niso še čisto prepričali, da bi recimo za njih volila, ampak se zna zgoditi v prihodnje, da če pač zaenkrat so itak moji preferiti Pirati, čeprav oni so mi že neki, imajo neko točko v programu, ki mi ni všeč, ne. In v bistvu ta točka, ki mi ni všeč, je dvig minimalne plače na 1200. Meni že ta odluka Mesca, to, da je dvignil na 1000. Jaz sem ful proti Novi Sloveniji, mislim, oni mi grejo ful na živce, ali pač ta NSI. So pa oni, je eden izmed teh rekel, da minimalna plača bo vedno minimalna. Ne glede na to, koliko je. In to mi je bilo všeč, kar je rekel, se strinjam s tem, tako da dvig minimalne plače mislim, da ne reši nobenega problema, kvečjemu vse skupaj podraži in na koncu bo minimalna plača še vedno minimalna, ne, in boš z minimalno plačo si lahko zagotovil minimalni standard življenja. Tako pač je, ne glede na to, tudi če bo 3000 evrov, še vedno boš za minimalno plačo dobil minimalen standard. Treba je delati na drugih stvareh, treba je reševati gospodarstvo, treba je v bistvu nižati malo davke in take stvari, po mojem, ne vem, jaz nimam pojma. Okej. Gremo torej zdaj
Gremo zdaj na ta energijski nivo, pa da vidimo. Zdaj, tako moram tudi povedati, ne, tisti, ki se zanimate za moje storitve oziroma delo z mano, naj vam povem, da kadar jaz delam s klienti, jaz ne delam na tak način, ok? Jaz grem v globoko meditacijo, grem res grem v celoti na energijski nivo, tukaj v goli Sloveniji, sem tako, ok, pač v budnem stanju. To je vse tako, delam z levo roko, praktično. Okay? Toliko, da veste, tako da tudi, ko se ukvarjam s temi politikami, to je, oziroma politiki, to je bolj tako, ne, za hec, pač to ne moreš lih zdaj spet ful resno imati. Sicer jaz jemljem to smrtno resno, ampak niso vsi ljudje na tako, niso vsi ljudje toliko odprti in razumejo te stvari, tako da moram povedati za tiste, ki tega ne razumejo. To so moje domišljijske zgodbice, ok? To je vse moja domišljija, fantazija, pustimo stati. Pač zdaj, če to rezonira s tabo, če najdeš kaj zase super, če ne pa tudi ok. Dobro. Želogar, pač jaz njega dejansko vidim kot eno bogomolko, on je meni kot je tak visok, suh in tako. Ne, zdaj, ali je on Janezova bogomolka? Bomo videli, dajmo to raziskati. Ok, zdaj sem najprej povezala z njegovo energijo. V bistvu jaz v njegov svet sploh še nisem prišla, ne? Ker ponavadi sem eno tako začela, da sem najprej opisala, kakšen svet imajo te politiki, ampak že to svet sploh ne vem še, kakšen je, nisem uspela še priti notri, tako da zdaj se bova midva najprej na energijskem nivoju spoznala, da vidim, če me bo on spustil sploh globlje, če mi bo zaupal, se pravi, če bo njegova energija zaupala moji energiji. In če bo njegova energija ocenila, oziroma če bodo energije v splošnem ocenile, da je najna komunikacija, najno sodelovanje v neko više dobro, mi bodo energije dovolile, da grem notri v njegov svet. Če ne, ne. Ampak ok, dajmo zdaj si predstavljati, mislim, se povezati. Ok. Aha, evo, zdaj sem prišla v to dvorano, kjer se pač midva, kjer se spoznam s temi energijami in on mi kaže hrbet. In tako, kaže mi hrbet in tako gleda gor, kot na nek način v njem se čuti tako energijo, se čuti neko pričakovanje, se pravi, čakaj, nos me srbi. Ok. Zakaj me nos srbi? Nekaj mi tle smrdi. Ok. Ja, zato ker dejansko čutim Anžetovo energijo tlele, bolj neko tako, kot da skriva, kot da se za to dobro masko skriva nekaj temnega. Obožujem temo, obožujem hudiče, tako da bomo videli. Jaz sem s hudiči na ti, ne, tako da poznam ta svet, ok. No, jaz sem prišla do njega in on se ne obrne in sem ga tako potrepljala gor po rami. Ampak on se tako nekaj smeje, ne, tako. To mi je zelo zanimivo. Zdaj sem mu rekla, Anže! Tako, prav, ko se noče obrniti. In se tako malo zdrznil in zdaj, ja. In mi tako podal roko. Ja, dobrodošla, dobrodošla. No, in zdaj mu rečem, sem prišla sem, da mi pokažeš svoj svet, da pogledava, kaj se tam skriva. In on, ja, seveda. Zdaj me pelje v pisarni, v predsedniško, oziroma v pisarno, politično pisarno, v svojo pisarno na energijskem nivoju. Ampak čutim v njemu nek strah, neko odklepajo. Odklepa energijsko pisarno. To je slab znak. Namreč, ne. Ključi oziroma zaklepanja pogodbe na energijskih nivojih, to je vse en bullshit, zato ker zaklepati na energijskih nivojih je isto glupo, kot da pa če, mislim, če ima nekdo zaklenjen svet in če jaz moram iti tja notri in hočem iti, in pač ta ključ mu nič ne pomaga, ne. Tako da to kaže na neko zaprtost, neko skrivanje, ampak ok, ajde, daj, da vidimo. Pa ne vem, to so zdaj tule neki ta vrata, neki, pa
malo se odpre v levo, malo v desno, tako kot da se nekaj zatakne. Veš, kadar igraš kakšne take igrice, pa se ti uni avatar zatakne tam nekje. Kot da ne ve, in na nek način, kot da me hoče peljati v nek bolj tak udoben prostor, ali pa ne ve, ali bi me peljal bolj v poslovni prostor, ker namreč, recimo pri Janezu Janši, jaz sem njegovo energijsko pisarno opisala na svojem blogu. In on ima, ko prejš v pisarno, ima pač to mizo, knjige, vse to, ampak pol se tako odpre prostor v neko dnevno sobo in pol je tam neka kuhinja in tako, se pravi, greš pol v ta bolj globlji svet oziroma bolj intimni svet. In zdaj on pa tle, kot da ne ve, ali bi me peljal takoj v intimni svet, kot ok, da ti pokažem kar ta del, ali bi me peljal rajši v pisarniški del, torej da pokaže tako, malček je tle zmeden. In zdaj prav redu, tako, ne vem, hočem narediti prav, pa ne vem, kaj narediti. Bom jaz rekla, pelji me v pisarno. In bil tako, ok, ok. Tako, malček tako negotov, hoče narediti pravo stvar, ampak ne ve točno, kaj je zdaj tista prava stvar. Noče narediti, boji se, da bi naredil kakšno napako, hoče narediti prav in glih iz tega neke negotovosti v bistvu se potem čuti ta njegova neodločnost oziroma ta njegova, dajmo reči, švoh energija, tako švoh v navednicah. Ampak spet je neki tle, oh my god, a že, a lahko greva v pisarno. In zdaj on, ja, ok. Ampak nekaj mu se noče odpreti ta vrata, no. A lahko jaz odprem ta vrata, sem mu rekla. In je rekel, ja, izvoli. Pač čisto nekako malček prestrašen. Vidiš, li zaradi tega se nisem mogla povezati z njim. By the way, ko me čaka, da sem lahko z Luko Mescem, tam bo pa tudi ena pistarija. Ok. Wow. To je bil moj efekt, ko sem prišla notri. Ful je prijetna energija, taka res nekako čista se zdi, sterilna, ampak zelo topla in nekako mehka. Malček mu je nerodno. Zdaj se usedel za mizo in tako se popraskal, pa tako malo se popravil, pa tako čuti se neko nesproščenost oziroma neko napetost. Ampak moram reči, da je njegova pisarna dejansko ful podobna Janezovi pisarni. Isto ima tako, on ima tudi ful odprt tam. Sam je pa drugačen, ampak konstantno se mi mešajo slike. Recimo, ko sem prišla v Janezov svet, je jasno, tukaj ima to, tukaj ima to, tukaj ima to, ali pa ko sem prišla v Robertov in te druge svetove, je bilo vse jasno. Tle pa kot da se meša nekaj, kot da se v bistvu dejansko je ful prežet z Janezovo energijo. Zdaj, Janez Janša je bil njegov mentor, če sem prav jaz to razumela, kar je logično, ne. Kadar imaš ti mentorja, pogosto te pač on nauči delati po svoje in ti avtomatično sprejmeš neke njegove pristope, ker pač te on tako nauči, in potem traja en čas, ko se ti odcepiš od tega svojega mentorja, traja en čas, da ti potem najdeš to svojo pot, da ti vzameš njegovo znanje in ti pobereš svoje poglede, svoje vrednote in pol v bistvu to znanje in te svoje vrednote v bistvu ustvariš v nekaj novega. To je pač proces in to je čisto logično in on vidim, da je tle še v temu procesu transformacije. Zdaj se je začel jokati, tako. Tako je naredil. Ker on ima res tako, tudi njihov logo je tak moder pa zelen, ne, če se prav spomnim. In tam ima eno tako sedežno garnituro, recimo Janez Janša ima tako črno usnjeno. On ima pa tako zeleno, ampak je tak žametno blago, tako mehko, tako ko pobožaš, je tako mehko. In tudi ta sedežna garnitura ni tako pač klasična, je bolj tako malček je bolj taka, in to imajo levičarji ponavadi, take bolj abstraktne, recimo Luka Mesec, sem bila že v njegovi pisarni, on ima tako zelo abstraktno pisarno. In recimo pri Anžetu je podobno, se pravi, njegova sedežna gre tako pač
je taka bolj organske oblike in je taka torej zelena s takim. Aha, zdaj se je bolj izpostavila ta tkanina. V bistvu ni toliko žametna, je bolj tkano, ampak je še vedno taka dosti mehka, prijetna za sedeti, tako ko pobožaš, je bolj groba zdaj, ampak je prijetna še vedno. Ful se meša ta Janezova pisarna vmes, ne. To se vidi, da ja, še vedno, on še vedno deluje iz te Janezove energije in zato morda ljudje čutijo glih to, da je to vse nekaj, da sta se ona dva nekaj zmenila. Mislim, jaz bi tako rekla, ne, pač jaz kot laik, ki nima pojma, ki ne spremlja, bi jaz rekla, da, kaj sem hotela reči, ne vem. Pač ja, da je, on je bil v SDS-u in je šel ven, glih zaradi tega, ker se ni strinjal z njimi, ne, se pravi, aha, zdaj se je pojavil tudi Janez Janša, čakaj, čakaj. Pa ni videti več ni videti neke, tako, da nekega zavezništva, ni tega čutiti, ampak ja, pač sta v nekem ok odnosu, ampak tako, Janez ima vseeno neko svojo vizijo, svoj fokus. Mislim, Logar je tule na neki taki preizkušnji, definitivno, ker se čuti pač napetost pri njemu. Ok, dajmo, Logar, kaj če bi ti odstranil te Janezove, samo za trenutek, te Janezove, da vidimo, kdo je tvoja avtentičnost. Aha, zdaj pa je tako, tla so bela, bel marmor, taka svetleča. Še vedno se ful meša Janezov svet tlele zraven. Anže, dajmo. Ja, vidiš, to težko mi je z njegovo energijo, nekako on je, ni toliko v tem energijskem svetu, mislim, ni toliko niti povezan s svojo intuicijo, ali kako bi temu rekla, in zato nima dodelanega svojega energijskega sveta, da bi jaz lahko ga tako raziskovala. Ampak dej, Anže, dejva, morava to speljati, no, dej, če ne bo izpadlo, da si ti Janezova bogomolka, zdaj pa se ti odloči, ne, si Janezova bogomolka ali si nekdo, ki, kaj sem že rekla, lahko dejansko reši Slovenijo, ali kaj sem rekla. Pa tak je ful neki zmrzal, ok, greva nekam drugam, ok, peva nekam drugam. Zdaj pa je takoj vstal, ja, gremo nekam drugam. Ajde, pelji me pol v nek svet, da vidimo, kam me boš peljal. Zdaj pa sem dobila njegovo zaupanje, zdaj pa je že bolj tako ono. Zdaj pa spet nekaj vrata odklepa. Zdaj hodimo po nekem hodniku. Kot da bi bili v neki, pa kaj sem, skoraj izgleda kot neka čakalnica v nekem zdravstvenem domu, ampak tako ful velik. Ne, nismo v zdravstvenem domu, je rekel. Ampak hodimo po nekem hodniku dolgem, upama. Spet, zdaj pa smo prišli do nekih večjih vrat, ki jih spet odklepa. To so pa prav neki ključi, tako orank, skoraj protivlomna vrata. Zakaj imaš pa toliko protivlomnih vrat? Za varnost, je rekel. Okej. A pa ti veš, da če kdo hoče, lahko prebije vse te varnostne sisteme dotle? Je rekel, ja, ampak večina ne. Okej. Aha, zdaj hodimo po nekem zelenem tepihu, pač tako je tepih po tleh, ampak še vedno dolg hodnik. Aha, zdaj pa je odprl vrata, ta niso bila zaklenjena in so prišla dobesedno v predsedniško pisarno, ampak kot da bi bila to država, pisarna od predsednika države. In je vsa v zlatem in ima nek stol, ki je skoraj kot fotelj. Recimo, ta
Robert Golob, je imel nek tak stol, ki je bil tak, bolj tak blazinast, ampak Anžel Logar ima pa tle pravno, pa on ti je kralj podzemlja neki. Ne, 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 tako je rekel. Ja, 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 da, come on. V bistvu ljudje, ki so zelo pogumni v podzemlju, so v bistvu pravi ljudje, veš. Ja, ne, ne, jaz nisem to. Nekaj pa si, angelček, svetnik. Ja, se trudim, je rekel. Oh, moj bog, to je najbolj fake, kar lahko narediš. Ne, 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 ni, počakaj, ti bom pokazal. Okay. Zdaj, tle je vse tako zlato, taka bolj velika je, skoraj malo tako okroglasta, zgleda ta pisarna, vse tako nekako v nekih zlatih tonih. Zdaj odprl predal in iz njega vzel, kaj je to? Ma nož je vzel in ga dal tako na mizo, ampak ta pa je srebrn, tako cel je srebrn nož. Aha, ker nisem vedela, ali je nož ali je svinčnik, v bistvu je tisto za odpirati kuverte, uni nož. Ok, to je bolj smiselno. In kaj bomo zdaj s tem? Ok, zdaj je vzel dejansko neko zeleno kuverto in jo je odprl. Notri je kot nek, kaj je to, nek bon, pa nek denar. To mi je dal. Je dal na pol in mi dal in me tako potrepljal in na tle imaš. Ok, zdaj denar na energijskem nivoju. Ok. Mislim, da denar na energijskem nivoju ni nič. Ali pa če bi mi dal šop papirja. Ampak se smeje, nekaj je prikrito smešen, ne, nekaj se mu smehlja. Zdaj spet sva šla ven in hodiva po nekih hodnikih, pa če jaz hodim za njim in razmišljam, kaj mi je zdaj on to dal, ko tudi gledam to. Je kot nek bon, tak zelen, in notri je denar. By the way, jaz sem tukaj lahko metafora za nekaj drugega, ok? Ne govorim jaz, da. Pustimo stati. Ok, zdaj gremo spet skozi neka vrata, pa dobro. Mislim, vidiš, to. Recimo, ko sem bila pri Feratoviču, on ima te podzemne rove, ta je meni ful všeč, ne, pač tam sem jaz uživala v teh globinah in to, tle pa se po nekih pisarnah sprehajamo, pa po nekih hodnikih, kar neki, no, kar neki. Ampak zdaj je to slišal in rekel, a dejansko bi ti šla v globine. In jaz, ja, ja, a lahko prosim gremo ven iz teh pisarn. Aha, ja, ja, se mi je zdelo. Ok, čakaj, 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 to moramo. To, ta vpogled bo pomagal Anžetu Logarju, da prebudi to svojo karizmo, ker toliko ljudi išče to njegovo karizmo. Ker jo vidimo, je skrita nekje, čakaj, čakaj. Samo se boji, ne, on noče biti viden kot. To je to, ne, kadar se ti greš v to kulturo dialoga, se takoj ujameš v lastno past, ker mislim, sej kultura dialoga, to je ful pomembno, vsi bi se mogli bolj kulturno pogovarjati in obnašati, ampak kamo, dokler imamo toliko gneva med ljudmi, je to mission impossible. Ampak vidim mu tako rdeče oči, tako, ti si devil, ampak to je dobra energija, ok? Slaba energija samo za tiste, ki so slepi, pač, ki živijo v pravljicah. A dejansko, je rekel jaz. Ja, dejansko, a lahko gremo, prosim, v tvoje globine. Zdaj je rekel, prav, če hočeš, pa te bom peljal in me je tako potegnil za roko, pravno. Zdaj ti bom jaz pokazal moje globine. O. To je zdaj ena ogromna jama. Nismo v takih globinah, da bi to zdaj šli ne vem kako globoko, ampak jama je ogromna, tako ful velika. Fora pa je, da je v tej jami
neka pošast, ki je pač je, to je hudič, ne, velika pošast. In se pravi, Anže Logar ima svojega demona, zelo velikega, ki ga še ni premagal. Opa. Um, by the way, ful me sprašujete, kaj poslušam, sebe poslušam, ker mi je ful lažje sebe, svoj glas poslušati, če sem tako, ne vem, mi je čudno, pač to mi je ful lažje, da se sebe slišim v mikrofon. Da hkrati poslušam to, kar boste tudi vi slišali, približno. Ok. Tle je zdaj on ful pokoren, ne. On, zdaj je pogledal v oči, z rotečim pogledom, ampak ima tak rdeče oči, tako rdečo mu sijejo. In me je nekako prosil na kolenih, ne, sicer ne mene, ni mene prosil na kolenih, ampak on je zdaj na kolenih kot ponižen in me je prosil oziroma vprašal, če mu lahko pomagam tega hudiča premagati. In jaz sem rekla, valjda, pač. Bolj enostavno, mislim, to hudiči so take enostavne zgodbice. Šla sem do njegovih nog, to je veliko, to je taka šapa. In tam ima praktično nek ventil, ki ga potegneš ven in to se kot balon. In notri je, ja, evo, to je dostikrat, to je tipično za te hudiče, pač notri je pa en bogi, nebogljeni človek, ki je nag, ne, in se pravi, nag v smislu, golota na energijskem nivoju simbolizira človeka, ki je odprt, ki ga ni sram priznati neke stvari, ki ga ni sram biti to, kar je. In veliko ljudi se sramuje tega, kar je. Zakaj? Zato, ker imamo te neke moralne kompase, pa moraš se obnašati tako in tako in tako in tako, pa bonton, pa to, pa uno. In pol ljudje se bojimo biti to, kar smo, ker če ne bomo doživeli ogorčenja od ljudi. In v bistvu se skrivamo, zato pač si damo to neko pošast na sebe, ne? Ampak kot naš drugi del osebnosti se pa tega boji in to pošast skriva tam in se dela, da je svetnik, v resnici pa je tudi on demon. In vsi smo demoni, ok? Zdaj tisti, ki pravijo, ne, jaz sem čista duša, ma si ti čista duša, maj es. Ker pač pustimo stati, glej, sploh ne bom šla v to debato. Sem že govorila tam v onem videu od te Illumina, če te zanima, pa si pogled, pa boš videl, kaj so hudiči in demoni in kako je ta svet cel zblojen in kako so nam vse to narobe predstavili. Glede zaradi tega, da ne bi našli hudičev, ker hudiči v bistvu skrivajo tiste najlepše zaklade, ne. Kadar ti premagaš hudiča svojega, takrat najdeš svoje potenciale, avtentičnost, neke nore ideje. Recimo, evo, ta Gola Slovenija je eden od teh skritih potencialov, ki sem jih jaz imela nekje tam v temi in sem mogla najprej premagati določene stvari, se boriti z negativnimi komentarji. In ko sem vse to premagala, sem videla, aha, ok, šla sem čez drek, šla sem čez temo, zdaj pa deda se je še. Kaj bi si lahko zmislila, da še bolj dregnem tam, kamor ni treba. In tako je pač ratala ideja za Golo Slovenijo, ki se je potem tudi hitro začela razvijati v nek bolj velik projekt in tudi zadovoljna sem z odzivi. Tako da, lej, uspeva mi, super, bomo videli, kaj bo naprej, ampak to je to. Se pravi, soočenje s hudičem je tisto, kar te pripelje do tistega največjega notranjega bogatstva, ok? Bogastva. Ok, zdaj imamo tega nekega revnega reveža, nagega, ki si zakriva genitalije z rokami in je cel prestrašen. Wait. Ta energija mi je znana. Prva asociacija, ko sem imela tega moškega, mi je bila na nekega aktivista, oziroma ne vem, kaj je on zdaj nareč, neka nevladna zadeva. Nek fant, mislim, moški, tak bolj blond, ima tudi brado in ima neka taka očala in sodeluje z Niko Kovač. V bistvu ona dva se kao ne marata, ampak zdaj se ima tako ful naenkrat rada, ne, mislim, kao sta se odločila sodelovati proti Janezu Janši. Tle je neko zavezništvo skrito, oziroma ne skrito, ampak Anže se njega nekako boji. In rekel, ja.
Vse ta tip je meni drugače tudi tako malček antipatičen. Mislim, sej jaz ga razumem, sej ga razumem, ta z očali, ne. Mislim, ta blond. Ne vem, kako se kliče, ne vem niti, kako bi ga zdaj lahko poiskala, da bi bilo jasno, o kom govorim. Pač vse tisti, ki spremljate politiko, boste vedeli, tisti, ki ne, itak nima veze, pač en tam, en gospodič, ki je ful glasen, pa ful ima vse neki proti, pa ful vse neki terorizirano, ne vem kaj. Okay. Um, on me je izdal, Anže Logar je njega izdal, je rekel. Kako je to močno, da je Anže, a lahko prosim nekaj narediš, da naredi nekaj, no. Kaj, je zdaj rekel. Pač prav mi je rad vroče, no, pač to je tako brez veze, da je a lahko. Zdaj začel jokati. Zdaj jokati, ko da rečem, da nekdo začne jokati, to ne pomeni, da je to pač, da ta človek dejansko, ne vem, joka ali pa da je jokica ali kakorkoli, ampak gre samo za energijo nekega obupa, ko pač prideš v situacijo, ko ne veš, kaj narediti in hočeš ostati čim bolj stabilen, ampak bi najrajši, kaj bi najrajši naredil? Zdaj pogledal, uničil bi ga. Ja, pa da ga uniči, sej ga boš uničil samo v svojem energijskem svetu, tega ne boš zares uničil, samo v svojem energijskem svetu ga boš uničil, zato da te on spusti energijsko ven, da boš ti zacvetel, da boš lahko živel v svoji avtentičnosti, da boš lahko res pokazal to, kar si ti, ti njega moraš uničiti, vsak, ki je v tvojem svetu nek vsiljivec, ga moraš uničiti. Zdaj pa je vzel spet tisti nož oziroma tisto za koverte in je šel do njega. Alora, preden nadaljujem, da mora zasniti nekaj stvari. Energijski nivoji so energijski nivoji in tukaj nasilje ima drugačno vlogo kot v našem fizičnem svetu. Če si ti ujet v svetu neke osebe ali pa če je v tvojem svetu nek energijski vampir ali pa nek hudič ali pa neki, ti ga moraš prav uničiti, ga moraš pač uničiti. Zakaj? Zato, ker s tem uničenjem ti osvobodiš neko svojo energijo, nek svoj predsodek, se sprosti nek tvoj strah. Tako da tle agresija na energijskem nivoju ne kaže na to, da je oseba agresivna tudi v resničnem življenju, ampak kaže zgolj to, da je oseba pripravljena postaviti jasne in odločne meje in bolj jasno zagovarjati svoja stališča, okej? Tako da on je šel zdaj v napad in ga fental. Ampak Anže Logar je tako, kar joče tako ob tem procesu, pač to ni v skladu z njegovo vrednoto, ne, ker to sem šla tudi jaz sama čez to, na nek način se ti ljudje smilijo, nočeš jih zdaj neki, pač lej, imaš toliko tolerance, da pač prenašaš, pa hočeš biti večji od tega, ampak v bistvu najboljše je, da konkretno pač položiš račune na mizo in ja, moraš si umazati roke na energijskem nivoju, ok? Ne v resničnem svetu, na energijskem nivoju. In moram ponavljati za tiste, ki pač pridejo, ki ne razumejo, kaj so to energijski nivoji. Jaz vem, da me tukaj veliko ljudi spremlja, ki to razume in vem, da vam gre na živce to, kar konstantno ponavljam, ampak dajte tudi vi razumeti, da so na spletu ljudje, ki tega ne razumejo in naletijo na moje posnetke in so pol traumatizirani, ker tega ne razumejo, ok? Tako da ne, pač tisti, ki ne razumete energijskih nivojev in tega vsega, sploh nimate kaj delati na mojih vsebinah, če pa ste že tle, samo zavedate se, to so domišljijske zgodbice, kot Disneyjeve pravljice ali pa ne vem. Ok, tako da ja, zdaj recimo Anže kar tako jezen in žalosten, ker je mogel to narediti in ono, zakaj se je pripeljal v tako situacijo, da sem mogel to narediti in tle čuti ful enega, tako da to se zna zgoditi v prihajajočem tednu, da bo Anžetu pustil živec in da bo odreagiral tako, kot noče, kot ni v skladu niti z njegovo stranko, niti z njegovimi vrednotami.
kar lahko Anžeta psihično ful potre, ker se bo čutil, da je slab človek, ampak come on, Anže, glej, sej, sej veš, kaj Robert pravi, vsi delamo napake, jaz sem naredil veliko napak in pogledaj, kje sem danes. Tako da ne se sekirati, če narediš kakšno napako in če ti kdaj poči živc, si človek, ok, si človek. In on mi zdaj govori, ja, ampak nisem hotel tega tako narediti. Ok, ni problema, zdaj pa ponosno primi tega človeka pod rokami in dajmo ga peljati v, zdaj tam nek prepad in lava je spodaj. No, sam vrži ga not. To je to, sam vrži. Anže, to je zelo težko, ko gleda zdaj ta energija, ta gospodič pada dol v to lavo in lava ga itak skuri. To je to. Rešil si se ene blokade v svojem življenju, nekega predsodka, ok? To je fantastično si naredil. To je pomembno, da gremo čez take stvari na energijskem nivoju, v domišljijskem svetu. By the way, če ti je tak pristop blizu, če razumeš temo, če se hočeš tudi ti podati v svoje teme in delati take stvari, premagati svoje hudiče, premagati svoje zadržke, blokade in v bistvu pogledati na sebe iz neke take, v navednicah, grde perspektive, te vabim, da si spodaj najdeš, oziroma ne, ni še. Bom kmalu, ne vem, kdaj bom izdala, kdaj bom dala to ven, ampak tvoj svet, storitev tvoj svet, delamo prav to. Gremo v tvoj svet, ampak gremo v globine tvojega sveta in se soočimo s tistimi najtemnejšimi kotički tebe. In to ti v bistvu pomaga, da se prerodiš, da predelaš neke travme, da predelaš neke strahove, da se soočiš s svojimi bolečinami in v bistvu potem se dvigneš gor oziroma najdeš v tej temi svoj zaklad. Ali pa biser, ali pa kristal, ali pa ključ. In ja, je tako, za večino ljudi je to travmatično, pravno, what the fuck. Ne, jaz sem mislila, da so energije, angelčki, pa mavrice, pa balončki, pa svetloba. Tudi so, ja, ampak moraš najprej iti čez temo, če hočeš priti do tja. In samorogov tam ni, mislim, ko enkrat greš čez temo, vidiš, da samorogi so ena navadna pravljica, ki te v bistvu samo ovira v življenju. Ok. Za Anžeta je to zdaj kar težko in zdaj on stoji nad tem prepadom in vidi mu verižico, na kateri je gor križ, ne, in to je kot nek, zdaj je tako strgal in pogledal. To je neka njegova stara vrednota. Vse to je bilo neka stara vrednota in vrgel je to verižico dol. Jaz mislim, da se za Anžeta Logarja obeta zelo intenziven teden, ko nas lahko malček negativno preseneti, ampak moramo razumeti ga, ker bo tlele morda doživel en močen pritisk, ko ga bo v bistvu stisnil na sam rob potrpežljivosti in logično je, vsi smo ljudje, kadar ti nekdo stisne na živc in si mu že stokrat rekel, takrat postaneš tudi ti sam demon in ja, marsikdaj lahko kaj takega zabrusiš, kar drugi ljudje so pol zgroženi nad tem. Ampak pustite druge folke, te, ki so zgroženi, te v lifeu niso nič naredili na sebi, v lifeu niso nič naredili. Ki ne razumejo, da je človek človek, ne, da pač, lej, sej, včasih narediti kakšno napako ni tak greh, ne, bolj je problem, če delaš nozor napake in pol še to priznaš in rečeš, ja, glej, kam sem danes prišel. To je meni bolj kritično, ampak glej, tudi to, pač, vsak je svoj človek, pač zakaj ne bi sprejeli ljudi take, kot so, ne. No, zdaj tako gor pogledal. Malček je omotičen, da bom dala jaz energijski napitek. Jaz imam take energijske napitke, ki ti dajo moč, stabilnost, dajmo že, ajde. Ok, sem mu dala tak napitek zelene barve, zelo je prisotna v bistvu ta zelena pri njemu. Malček mu je tako slabo od vsega tega, čuti se to neko nelagodnost.
Zdaj mi je dal roko tako na ramo in me tako pogledal, čakaj, moram iti mačko odpreti vrata. Ok. Um, Se pravi, zdaj, ko sem hodila od vrat do sam, mi je se on že pomogel, je ta energijski napitek že deloval in mi je dal pač tako roko na ramo in rekel, ti si dobra oseba, zdaj pa imam jaz bolj pomembne stvari in se je v bistvu tako spremenil v superheroja. Zanimivo. Čakaj. Tle se konča. Tle se konča. Najino potovanje zaenkrat. Seveda nismo, zdaj imamo pa malo začelo zebst. Vidiš, v njegovem svetu je zelo vroče. Hot. V peklu je vedno vroče. Lej, še enkrat, vsi imamo hudiča v sebi, vsi imamo neke take stvari v sebi in to so tiste stvari, zaradi katerih ti ne moreš živeti sebe v polnosti, ker si obdan s temi predsodki in pričakovanji drugih ljudi. Um, Ampak njega vidim dejansko kot enega superheroja. Ne vem, kjer je tisti, ker ni to Superman. Ja, Superman, ja, jaz mislim, da je to Superman. Čakaj, da vidim. Um, Hotela sem reči, da ni Spider-Man. Superman. A ja, ne, ni Superman. Kaj je bil ta nek? Ni. Ima tako tudi, kaj je, ne vem, Ninja Man. Ne vem, če to sploh obstaja. Ninja. Ja, Ninja Turtles, mogoče bi pa bolj to. Čakaj, da vidimo. Ja, ampak ni v želvi, samo ima tako. Ma je bolj kot neka mešanica med Supermanom, Ninja Turtles, ne, nek tak, ima pa črna, je pa črno-rdeča uniforma. Ja, črno-rdeča, drugih barv ne vidim. Tako da ne vem, če kdo ve, kdo bi bil ta junak. Ampak jaz mislim, kot da je ta super, pač ta Ninja Turtles. Se ima tudi tale cape, kako se reče, pregrinjalo. Tudi to ima. Tako da, kaj lahko pričakujemo? Jaz sem opazila, ne, kadar naredim ta vpogled, se podobna stvar nekako odraža v prihajajočem tudi pri njih. To ne pomeni, da jaz karkoli naredim, da jaz vplivam, ampak v bistvu, zakaj sem se zdaj lih povezala z Anžetom? Zato, ker on je zdaj na taki prelomnici, ko bo v bistvu nekaj verjetno naredil, kar bo tako malček, wow, ja, da se bodo ljudje ustrašili. In zato sem zdaj začutila, ne, da to mi pogledamo, da na nek način se pripravimo na to možnost, da se bo to zgodilo, ne. Tako da nisem jaz le nič spodbudila, ampak kvečemu sem v pravem času se vklopila, zato da sem tudi morda mu pomagala energijsko, pač ta energijski napitek definitivno nekaj predstavlja, zdaj ali bo dobil od mene to energijo, ali bo dobil, jaz na teh energijskih nivojih sem metafora za lahko nekoga drugega, recimo tale Eva Grill ali Irgl, ali kaj je že ta, ki je podpredsednica demokratov, ne, recimo, lahko da sem jaz, metafora za njeno energijo. Lahko da sem jaz metafora za nek njegov projekt, lahko da sem jaz, to ne pomeni, da bo jaz in on kakorkoli v kontaktu in da bomo mi jaz neki zdaj pomagala, ne, v resničnem življenju, ampak energijsko sem se jaz postavila v to vlogo in tle sem opazovala to najino dinamiko in ta najina dinamika se bo nekako odrazila v fizičnem svetu na tak ali drugačen način, s tem, da nisem jaz tle tega odprla, ampak se bo to avtomatično tudi zgodilo, oziroma sem se vklopila v njegovo energijo zdaj, v tem trenutku, ko je v bistvu na neki, dajmo reči, skoraj prelomnici. In v prihajajočem tednu je videti, da nas bo morda z nečim razočaral, bo prelomil neko svojo vrednoto, morda tega ne bomo videli, ne bo to javno razkrito,
lahko da se bo to dogajalo tudi samo znotraj njegovega procesa. In bo tle dobil on neko svojo moč, ampak potem bo to premagal, bo iz tega potegnil najboljše in potem bo nekako prišel ven kot nek heroj. Torej, nekako bo res dobil neko super moč in bo postal mogoče malo bolj glasen. Malček se bo njemu vžgala ta karizma, ki jo ljudje pogrešajo. Tako da to bo zelo zanimivo videti, kako se bo ta energija reflektirala v njegovem življenju, oziroma kaj se bo dogajalo zdaj na političnem nivoju, predvsem pač glede Anžeta Logarja. Zelo zanimivo. No, če si želiš tudi ti z mano sodelovati in raziskovati svoje svetove, pogledaj mojo spletno stran, lahko si kaj pobrskaš. Kmalu bom tudi odprla prijave za tvoj svet, tako da če to nekaj, kar te zanima, definitivno, seveda, s tabo bom šla, ko bova to delala. Jaz delam vse nadaljavo, ampak ko delam zate, grem v globoko meditacijo in tam res se poglobim, raziščem, razčistim, in ti potem postavim vse v audio posnetku, ki ga potem poslušaš in imava cel en tak lep proces, ki mu jaz rečem introterapija. To je moj avtentični pristop in v bistvu se gre za to, da se soočimo s temo, s težkimi občutki. Moj način dela je za pogumne, definitivno ni za ranjene duše, ni za tiste ljudi, ki se nočejo soočiti s svojo resnico, ki si nočejo priznati nekih stvari z namenom, da bi se prebudili, da bi šli ven iz neke vloge, ki jih drži v ozadju. Ampak ja, moj način dela je predvsem za tiste, ki so naveličani tega duhovnega sranja, če lahko tako rečem. Novodobne duhovnosti, sranja novodobne duhovnosti, vseh teh unikornov, pa bleščic, pa balončkov, pa cukra, ne. Tako da, ja, evo, to je to za danes. In bomo videli, kam nas bodo energije pa peljale v prihodnjih dneh. Čau.